Ježiš Marija, ubili so nam nadvojvodo Ferdinanda. Moj tož ne gre v rič, še ta Ferdinand. Gostilničar Palivec, lastnik gostilne pri Kelhi v Pragi, je sicer z neizbranimi besedami, tudi pošteno izrazil odpor češkega človeka zoper imperializem. Pojdite z menoj malo ven, imam vam nekaj povedati. Takih tipov, kot je bil pokojni Prečnajder, državni tajni policist, se še danes prehaja po svetu. Neverjetno, kako te ljudi zanima, kaj kdo govori. Roke sklenite k molitvi, vi lumpi sevdaški. Ti tam zadaj, kaj se praskaš pod srajco? Seveda imaš uši kot vsak soldat. Tale vojnik urad Oto Kac je stopil iz cerkve in dela danes kot računovodja v neki tovarni bronce in barvil na severnem Češkem. Himmel, Herrgott, Schweig! Ustrelil vas bom! Vi go videl! Vol, prasec, smrljivec! Ali ste res tako neumni? Pokorno javljam, gospod nadporočnik, da nisem neumen. Imajo pa me za neumnega tisti, ki so res neumni. Polkovniku ste okradli psa! Zato bova šla oba na rusko fronto, vi idiot! Pokorno javljam, gospod nadporočnik, to bo nekaj sjajnega, ko bova oba padla za cesarja in naš dom. Ja, saj zato so nas matere rodile, da bi nas razcefrale granate. Katerega Ferdinanda? Poznam samo dva Ferdinanda. Enega, ki je sluga pri drogaristu Pruši in mu je po pomoti spil sredstvo za rast las. Potem pa še poznam Ferdinanda Kokoško, ki zbira pasje drekce. Oba nista kaj prida. Milostljivega gospoda nadvojvodo Ferdinanda vendar. Tistega debelega babjeka s konopišta. Je, kaj ne poveste, ta je pa dobra. Jo, kje se mu je pa to zgodilo? Počili so ga v Sarajevu z revolverjem, pravijo. Gospod nadvojvoda so bili takoj mrtvi. Saj veste, z revolverjem niso špasi. Ni davno tega, ko se je nek gospod pri nas v Nuslih igral z revolverjem in postreljal vso družino in še hišnika zraven, ko je prišel pogledat, kdo strelja. Ja, gospa Millerjeva, za gospoda nadvojvodo so si verjetno kupili najboljši revolver. Ja. Stavil bi, da si atentator za to priliko oblekel najboljši gvant. Na takšnega gospoda si gre v fraku in s cilindrom na glavi. No, drugače bi ga policaj že prej opazil in ga aretiral. Ja. Gospoda v fraku, policaj za kar si bodi ne bo prijel, razcapanega reveža pa kar hitro. Pa še pretepel ga bo s knipelnom. Slišala sem, da jih je bilo več. Ja, seveda, to se samo po sebi razume, gospa Millerjeva. Če bi vi, na primer, hoteli ubiti gospoda nadvojvodo, bi se gotovo prej kom posvetovali. Več ljudi, več vi. Časopisi pišejo, da je bil gospod nadvojvoda kot rešeto. Ja, tu gre hitro. Pa je se vse patrone sesuli v njega. Ja, tu gre hitro, gospa Millerjeva, strašansko hitro. Takole med nama povedano, debelega nadvojvodo je lažje pociljati kot pa suhega. No, zdaj pa grem v gostilno pri Kelihu.
Če bi slučajno kdo prišel po jazbečarja, za katerega sem vzel aromu, povejte, da ga imam recimo v svojem pasjem hlevu na kmetih in da se ga zdaj ne sme prevažati, da si mu ne bi prehladila ušesa. Lahko noč. Lahko noč. Zgodovina, ta nam pravi, da se vse obrača v nič. Princi, kralji in pa carji in še kakšen drugi ptič. Vse minljivo je na sveti, tudi monarhije kič. Zato ni treba namoriti, se bo itak vzel hudič. Kaj so noži in pištole, na tem svetu nič ne vem. Ko pa peršingov konice zdaj grozijo prav vsem, zdaj ne veš, ali bi užival, preden te poveme smrt, ali bi se na vse požvižgal in šel raje pivo spit. Zdaj ne veš, ali bi užival, preden te poveme smrt, ali bi se na vse požvižgal. Lepo poletje imamo. Se zendrek. Tisti v Sarajevu pa so nam napravili pravega hudiča. V kakšnem Sarajevu? Poznam samo krčmo Sarajevo v Nuslih, ki jo ima bosanec Muhamed Alajbegović. In kjer se v njej vsak dan stepejo. Pa je ima tako rakjo, da po njej vsak podivja. Ne, gospod. V mestu Sarajevo v Bosni. Tam so ustrelili na vojvodo Ferdinanda. Kaj pravite na to? Jaz se v take stvari ne mešam. S tem naj me kar v rit piše, gospod. Sem obrtnik. Če kdo pride k meni in naroči pivo, mu ga pač natočim. Nekakšno Sarajevo, politika. Ne, gospod. To smrdi po zaporih. Tukaj je nekoč visela slika gospoda cesarja. Ja, imajo prav. Visela je. In kjer so po njeni muhe srane, sem je dal pač nad podstrešje. Zdaj veste, lahko bi si kdo pač dovolil kakšno pripombo. Jaz pa bi imel potem sitnosti s policijo. Dober večer. Črno pivo, prosim, ker na Dunaju žalujejo. Na gradu Konopište visi 10 črnih zastav. 12 bi jih moralo biti, gospod. Zakaj mislite 12? Na ducete je vedno cenejše. Veste, takale parade, kot je bila tista v Sarajevu, nikdar ne prinesejo nič dobrega. Nekoč se spominjam, mi je pri paradi manjkalo 12 gumbov na munduri. Pa so me zaprli za 14 dni v Einsac. Disciplina mora biti druga, če bi vojaki se vzeli za hec. Naš oberletnan Makovec nam je vedno pririgal. Disciplina mora biti drugače, bi vi soldati plezali po drevju kot opice. Vojaščina bo iz vas naredila ljudi, vi bebci neumni. Kaj ni to res? Ja, atentat v Sarajevu so napravili Srbi. Ja, motite se. To so naredili Turki zaradi Bosne in Hercegovine. Imate radi Turke? Kaj ne da jih nimate? Gost je gost, pa tudi če bi bil Turk. Za nas obrtnike ne velja nobena politika.
Sedi v gostilni, plačaj pivo in blebeči, kar hočeš. To je moj nazor. Dobro, gospod gostilničar. Torej, dovolite mi, to je velika izguba za Avstrijo. Izguba je. Tega se ne da zatajiti, grozna izguba. Ferdinanda ne morete kar tako nadomestiti s kakršnim koli bebcem. No in še to. Nečak cesarja, pa kar tako počijo. Saj to je sramota. No, saj so tela pogubni časopisi. Kako to mislite? Kako to mislim? Ja, čisto enostavno. Ja, pri nas, pri leti so v Budjovicah v neki oštari zaklali svinjskega mešetarja, nekega Bretislava Ludvika. Ta pa je imel sina Bohuslava. In ko je ta potem prišel podajati svinje, je vsakdo rekel, ta je sin tistega zaklanega, ta je tudi ta klump. Ne bomo od njega kupovali. Ja, vi imate pa čudne prispodobe. Najprej govorite o gospodu nadvojvodi, ja, potem pa o zaklanjem svinjskem mešetarju. Bog ne daj, gospod, nobenega nočem z mi primerjati. Gospod gostilničar me pozna, kaj ne? Moj tuš, meni je vsečko jedno, to je sranje. Ja, nikar si ne mislite, da bo kot to gospod cesar kar tako požel? Ga slabo poznate. Vojna s Turki je pred vrati. Ubili ste me nečaka, tam vam bom dal čez gobec. Vojna je kot pribita. Ne, Srbi in Rusi nam bodo pomagali. Lahko se zgodi, da nas bodo Nemci napadli zato, ker zdržijo s Turki. Toda lahko se združimo s Francozi, ki itak ne marajo Nemcev, pa bo šlo, aj se bo sekalo, to vam povem. Pridite malo ven, nekaj se morava pomeniti. Imam 5 piv in kifelc pa hrenovko. Ne mi pa dajte še eno slivovko za napot. Moram iti, sem aretiran. A ste oženjeni? Sem, ja. Pa lahko vaša soproga namesto vas vodi posle naprej? Ja, lahko. Dobro, gospod gostilničar. Pokličite gospod in ji predajte gostilno. Ampak gospode, ja, mal ženka, no prid ven. Kaj se je zgodilo? Kar kuham knedečke. Saj je bil vedno tako previden. Za politiko mu ni bilo mar, ali je kaj takega rekel? Rekel je, da so muhe posrale gospoda cesarja. No, ne dej se, no. Kaj pa mi morajo, če so muhe posrale sliko gospoda cesarja? Kako je že tega cesarja izbili iz glave? Gremo! Oče zaječi zapil, Ščerka kancel je zgubila, sin je velik babjek bil, sin je velik babjek bil. Oče sina je zapustil, sin drugače ni poznal, svojo mošnjo okolje nosil, polno grihov kot kurbir, polno grihov kot kurbir. Pravijo jeziki zlobni, kakšen oče, takšen sin, žig ostane mu na grobni, če je tu že zdavnaj hin, če je tu že zdavnaj hin. Zato se merkajte pretepa, da zaklani ne bi bili vi. Dedičem se lahko plita, 300krat v letu dni, 300krat v letu dni. Zato se merkajte pretepa, da zaklani ne bi bili vi. Dober večer, želim vsem skupaj spoštovani gospodje. Jaz sem lastnik papirnice. Julija bomo volili novo predsedstvo. Jaz ne dolžen.
Med njimi bom zaprt, to so ja sami zločinci. Volite, gospodje, da vas vprašam, če boste zaprti. Jaz sem lastnik papirnice. Ta gospod je 2 dni pred atentatom lokalu Montmartre na Vaclavskem trgu plačal zapitek 2 srbskima študentoma, kar je tudi priznal. Če se ne bom pravočasno vrnil iz zapora, me ne bodo izvolili. Ta gospod je zelo oprezen. 2 dni se izogiba razgovorom o nadvojvodi. Dokler ni zvečer pri igranju Marjaša, ko je rezal herc kralja s piko v sedmico, rekel: Sakra! 7 krogel, kot v Sarajevu! Pa so ga pobrali policaji. Nedolžen sem kot Kristus. Pustite me. Dragi gospod, Jezus Kristus je bil nedolžen, pa so ga kljub temu križali. Ta gospod pravzaprav ni vzel niti časopisa v roke, zato ni nič vedel o atentatu. Sedel je v kavarni, čisto sam pri mizi, ko je k njemu stopil nekakšen gospod v polcilindru in rekel: Vas torej ne zanima tale umor v Sarajevu? Na kar mu je gospod odgovoril, da ga ne zanima noben umor. Za take stvari je rekel, da je poklicana policija v Pragi. Zato ne ta umor razišče ti bedasti praški policaj. Če pa kje koga umorijo, mu je kaj prav, zakaj pa je tako govedo, da se je dal biti? Pa ga je gospod Špicl pobral. V pisarno hočem, pustite me. Jaz sem redni profesor zgodovine. Razlagal sem gostilničarju zgodovino atentatov z psihološkega aspekta. Pa sem bil aretiran ob stavku: Pobuda za atentat je enostavna kot Kolumbovo jajce. Na kar me je organ dopolnil, enako enostavno kot to, da vas čaka zapor na Pankratu. Torej smo vsi tukaj zaradi gospoda nadvojvode. Jaz pa nisem tukaj zaradi nekakšnega trapastega nadvojvode, ampak zaradi voljo gospoda cesarja. Posrale so mi ga muhe, te proklete beštije in me pripeljali v zapor. Ale tam, noče imeti ničesar z nami. Boji se, da ne bi postal sumljiv. Tukaj sedi zaradi malega roparskega umora kmeta iz Holin. Jaz imam papirnico. Dragi gospod, to vas ne opravičuje. Je že tako. Streljajo nadvojvode in ne smete se čuditi, če vas pripeljejo na policijo. Takšni časi so pač. Jo, vsi ljudi niso lumpi. Toda kako boš ločil poštenega od lumpa? Tega policaji ne znajo preveč dobro. Za njih je vsak človek potencialni lump. Moj sin je skal, uničili so mi kariero. Skupajte upanja, no. Tako je rekel cigan Janeček, ko resniku smo dajali zaradi dvojnega umora zanka okoli vratu. Ja, upanje se mu je uresničilo. Tega dne je imel cesar rojstni dan. V zadnjem hipu so Janečka odpeljali v Zvislic. Obesili pa so ga drugi dan. Vendar ga sreča le ni zapustila. Tretji dan je bil namreč pomileščen, ker so ugotovili, da je bil pravi hudodelec neki drugi Janeček. Torej so ga izkopali iz arestantskega pokopališča in ga zagrebli na plzenskem katoliškem pokopališču. Pozneje so ugotovili, da je bil protestant. Kolonijana na vse črti. Uj, tu zamenjamo ploščo. Nimam rad takih pogovorov. Nekdo nekaj blekne, potem pa človek obsedi. Švek, ne gre roke za slišanju. Oprostite, prosim, jaz sem vendar tukaj šele pol ure. Tale gospod je pa že včeraj njihov arestu. Mene se ne vidi. Tako sem bral neko knjigo, kjer je pisalo, da je obtoženi moral biti razbeden svinec, da bi se pokazalo, da je bil nedolžen. No in ko so ga na koncu vrgli v mrtvašnico, se je počutil kot dojenček. Danes se ni treba bati, da ti bodo v pisarni rekli: posvetovali smo se, jutri boste nataknjeni na kol pred Praškim muzejem. Ja, okoliščine so se danes boljšale in to v naše dobro. Ja. Lahko se celo sam sežgeš pred Praškim muzejem, če boš ven.
črniki bomo kmalu krepnili. Volga, Volga, ruska reka, tja v Sibir te pripelja. Če ne boš cesarja bogov ali vodjo Stalina, vzeli so te kar na piko, pazijo na vsak korak. Grivov štili so veliko, ker za njih si pravi spak. Prepovedano je to in ono, misliti po svoje pač, dali bodo te v vzponu, ker si rekel mal drugač. Zato nikar se ne upiraj, kar po svetu se godi. Hodi le po ravni črti, tja v lepše svetle dni. Hodi le po ravni črti, tja v lepše svetle dni. Dober večer želim gospodom. Ne delajte tako neumnega obraza! Ne morem si pomagati. Pred vojaki sem bil super arbitriran zaradi bevabosti. Uradno sem spoznan za bebca. Zaradi česar ste obdoženi, kaže, da imate glavo popolnoma v redu. Tu je cela vrsta nanizanih zločinov. Od veleizdaje do žalitve članov cesareve družine. Ne manjka niti odobravanja umora nadvojvode Ferdinanda in razširjanja alarmantnih vesti, češ da bo Avstrija napovedala vojno. In vse to v javnem lokalu. No, kaj porečete na to? Tega je preveč. Vsega preveč rado škodi. No vidite, priznate. Vedno se rad priznam. Strogost mora biti. Brez strogosti ne bi prišli nikamor. V Karlinu, v kasarni, je lajtnant Uraviče se je razjezil in rekel: Fantje, zapomnite si, da sem svinja in svinja bomo stal, dokler boste pri meni v kompaniji. Šitej, govec! Vi govorite, ko vas vprašal, razumete? Kot najavljam, da razumem in da se znam vsem, kar bodo izvolili rečno diktirati. S kom se družite? Svojo služkinjo blagorodje. Imate v političnih krogih koga poznanega? Imam ga trafikanta, pri katerem kupujem časopis Narodna politika. Ali priznate vse? No, če želijo vaše blagorodje, da bi priznal, pa bom priznal. Ne more mi škodovati. Tudi, če boste rekli, švek, nečesar ne priznajte, se bom zvijal kot kača. Podpišite tole! Zjutraj vas bodo odpeljali na sodišče. Kateri uri, lepo prosim, vaše blagorodje? Ne, da bi za božjo voljo slučajno zaspal.
Mislim, da sem. Kar je tudi moj oče bil Švejk in moja mamica, gospa Švejkova. Zataji svoje ime, to je zelo grdo. Lepih reči ste tukaj nadobili. Precej imate na vesti. No, meni se večkrat zgodi, da imam precej na vesti. Lahko bi se reklo, da imam več na vesti, kot si to želijo vaše blagorodje, gospod sodni svetnik. Vse to je razvidno iz protokola, ki ste ga pri preiskovanjem sodniku podpisali. No, nekaj vas moram vprašati. So na vas kaj pritiskali na policiji? Takole morda fizično, s kakšnim knipljenom, kaj? Kje pa vaše blagorodje? Vprašal sem jih, če moram podpisati, in ko so pokimali, sem jih pa ubogal. Veste, da bi se ne pretepal z njimi zaradi piškavega podpisa. Vi ste, gospod Švejk, razširili govorice, da bo zdaj izbruhnila vojna. Ponično prosim, da bo zdaj izbruhnila vojna. Gospod Švejk, ali se počutite popolnoma zdravi? No, popolnoma ne, vaše blagorodje, gospod sodni svetnik. Imam revmo in se mažem s pasjo masjo. Kaj bi recimo rekli na to, gospod Švejk, ali pregledati sodnemu zdravniku? Mislim, da ni tako hudo, da bi za voljo tega zgubljali čas. No, pregledal me je že nekakšen doktor na policijskem ravnateljstvu v Špalini ulici, če nimam mogoče kapavice. Bomo še enkrat poskusili, kaj ne, gospod Švejk. Dali vas bomo v pozovalni zapor, tam se boste lepo odpočili. Švejka, kar dokazuje njegov sklik. Naj živi cesar Franc Jožef I. To popolnoma zadostuje, da označimo duševno stanje Jozefa Švejka za notorično bebavost. Potrebno je zapeljati zgoraj omenjenega Jozefa Švejka na psihiatrično kliniko zaradi ugotovitve, če ni morda nevaren za okolico. Jaz sem nosič in vas vabim k krstu. Da so dali peseli, opečne, da ne bi mogli zračunati, kdaj bo konec sveta. Znotraj zemljske kroglje je še ena kroglja, veliko večja. Prosim, odprite mi in mi povejte geslo katanažne Save, če ne, bom zgubljen. Sem Ciril in Metod in imam pravico na dveh poci. Gospod Cezar je v kronovi.
gospod Švejk. Kako pa ste prišli sem? Po sili, vaše blagorodje. Silo sem vam gnali z norišnice, ker nisem hotel tam oditi pred kosilom. Ali niste veseli, da so vas poznali za normalnega? Normalni ljudje se namreč jezijo, če jih držijo v norišnici. Pravzaprav ne vem, če mi bi se jezil, če bi me tam zadržali. Bilo mi je prav lepo. Ja, teh nekaj dni, ki sem jih preživel tam, spada med moje najlepše v mojem življenju. Ali že veste, gospod Švejk, da so gospod Cesar napovedali vojno? Saj sem imel prav, ja. Tudi v norišnici o tem še nič ne vedo. Saj bi morali izvedeti za to iz prve roke. Zakaj? Ja, zato, ker je tam notri zaprto precej gospodov oficirjev. Veste kaj, gospod Švejk? Ali ne bi bilo bolje, če bi vas poslali nazaj na policijsko ravnateljstvo? Vaše blagorodje, vi ste, kot se to reče, gospodar situacije. Sprehodite se zdaj proti večerju do policijskega ravnateljstva, bi se prav prileglo. Res vesel, da sva istih misli. Ali ni lepo, gospod Švejk, če se ljudje tako lepo sporazumejo med seboj? Kaj ne, gospod Švejk? Tudi jaz se rad vsakomer posvetujem, ja. Verjemite mi, vaša gnada, da nikoli ne bom pozabil vaše dobrote. Večer želim s gospodom. Kaj tako idiotsko zijate? Ne morem si pomagati. Pred komisijo sem bil super. Držite, govec! Neprijetno nam je še naprej držati vas v zaporu. Zakaj? Vsled vaše nizke inteligence ne moremo dvomiti, da ste bili zapeljani. Recite mi, gospod Švejk, kdo vas pravzaprav zapeljuje, da počenjate takšne neumnosti? Jaz prosim, za nobene neumnosti ne vem. Iz prijave policijskega redarja je razbrat, da ste povzročili množično zbiranje ljudi pred nalepljenim manifestom o vojni zaradi svojih glasnih vzklikov "Nazdar cesarju Francu Jožefu, tole vojno bomo dobili." No, kaj ni to neumnost? Ponižno prosim, vaše blagorodje. Razburil sem se, ko sem videl, da tiho berejo manifest in ne kažejo nobenega navdušenja. Nobenega vivat ni bilo slišati, nobenega ni bilo, sploh nič, gospod komisar, kot da jih to sploh ne bi brigalo. Tega pa jaz, s
Star vojak 21. regimenta nisem mogel zdržati, pa sem skliknil Nazdar! Mislim, da bi vi vaše blagorodje prav tako storili, če bi bili na mojem mestu. Prefrigani ste, Švejk. Bili ste v spremstvu policaja in v takšni situaciji, ko vas aretiranega pelje na policijo, takšen patriotski izliv iz ust osumljenca lahko deluje na občinstvo bolj ironično kot resno. Veste, če človeka pelje policaj, je to zanj težak moment. Če pa človek v tako težkem momentu ne pozabi tistega, kar se spodobi, mislim, da ta človek ni slab. Vtič vas vzemi, Švejk! Če se še enkrat znajdete tukaj, vas ne bom več zasliševal, ampak boste potovali naravnost na vojno sodišče na Hračanih. Ste razumeli? Bog vam poplače za vse. Če boste kdaj potrebovali čisto krvnega psa, se izvolite obrniti name. Imam namreč trgovino vsi. Ja, moj globoki poklon, gospodje. Globoki poklon. Moj globoki gospoda Palivca je že doma. Dali so mu 10 let pred tednom dni. No ja, saj je že 7 dni odpikal. Pa je bil tako oprezen. Današnji časi so zdaj taki, da mora biti človek zelo oprezen. Opreznost je mati varnosti. Vse pa vsot je dosti policajev, ki kar naprej napenja ušesa. Včeraj smo imeli 2 pogreba. Ja, gotovo je kdo umrl. Rad bi vedel, kakšni bodo v tej vojni vojaški pogrebi. Gremo. Tega si pa nisem mislil, kako lahko obsodijo nedolžnega človeka na 10 let. No, da se nedolžnega obsodili na 5 let, to sem že slišal. Tudi na 10 let, to je pa malo preveč. To je pa priznal. Kot je to čvekal v muhah in sliki, je to isto ponovil na sodišču. Hotela sem mu biti priča, pa so mi rekli, da ne morem, ker sem z obdolženim v sorodstvenem razmerju. Tako sem se tega razmerja prestrašila, da sem kar obtihnila. In Rebe stari mi je tako žalostno pogledal, da to do smrti ne bom pozabila. In ko so ga odpeljali, je na hodniku zakričal kot nor, naj živi svobodna misel. Ja, gospod Šivej, ja, veseli me, da vas spet vidim. Ja, poglejte. Tale Čimpara v Straškovu številka 5, pošta Račine, veš, proda posestvo s 13 johami polja, šola in postaja v mestu. Čudim se, zakaj vas to posestvo tako zanima, gospod Šivej. To ste vi. Jaz skoraj vas ne bi spoznal, imam namreč zelo slab spomin. Ja. Kaj pa počnete tukaj? Ali hodite pogosto sem kaj? Danes sem prišel prav zaradi vas. Na policijskem ravnateljstvu so mi rekli, da prodajate pse. A bomo vsak en rum. Na moj račun. Karšnega koli psa si želite, vam bom dobavil. Po vaši želji, gospod Špic. O, ne. Na zdravje, Švej.
Si želite čisto krvno pasmo ali kakšnega iz ulice? Mislim, da se bom odločil za čisto krvnega psa. Kaj sodite o napredovanju naših armad? Kaj pa policijskega psa si ne bi želeli? Takšnega, ki vse izvoha. Vem za enega, ki ga ima nek mesar v Vršovici. Ja, tam mu si jajno vleče voziček. Tako rekoč, zgrešil je svoj poklic. Ja, bova še en rum, ne? Na zdravje. Kaj pravite na to, da so začeli nekateri rezervisti simulirati bolezni? Ali pa morda si želite brezzobega špica. Ima ga nek gostilničar v Devici. Ja, ne, raj jazbečarja. Na zdravje. Ja. V Vršovicih je babica, ki vam za 20 kron izpahne nogo tako strokovno, da ste lahko invalid do smrti. A je ne poznate? Jazbečari so manjši in večji. Ja. Vem za 2 manjša in za 3 večje. So pa vsi tako majhni, da jih vseh 5 lahko učkate na koleni. Na zdravje. Na zdravje. Najtopleje vam bi jih priporočal. Reflektiram na večjega. Rad bi psa čuvaja. Ja, žen rumček, ne. Na zdravje. Čez Vltavo, na mali strani, zadaba je pri nekem brivcu naročiti raka na želodcu za 15 kron. Ja, niste slišali o tem. Večjega vam prodam za 45 kron, še večjega pa za 50 kron. Raka! Ne, jazbečarja. Zato, ker jazbečar ni tele. Če manjši je, tem dražji. Poviva žen rumček, ne. Ne bojte se me, gospod Švejk. Jaz danes nisem v službi in lahko z mano brez skrbi govorite o politiki. Gostilni pa o politiki sploh ne razpravljam. O, vidim, da sem jaz bolj revolucionarnih nazorov. Me... Ja, menim, da je vsaka slava država obsojena na pogin. Kakšen je vaš nazor o tem? Z državo nismo imeli nikdar nobenih stikov. Imel pa sem nekdaj na oskrbi malega kužka, ki sem ga krmil z vojaškim prepečencem. Pa je revček crknil. Božen rumček. Jaz sem gospod Švejk, anarhist. A mi lahko poveste, v katero organizacijo naj se vpiše? Pravkar so prišli v gostilno neki gospodje. Pazite, da vas ne slišijo, ker bi lahko imeli sitnosti. Vidite, gostilničarka že joče. Joče? Zakaj jočete, milostljiva? Krčmarica. Čez 3 mesece bomo zgubili vojno, pa bo amnestija. Vaš gospod se bo vrnil in tedaj bomo pri vas pili na veselje. A si morate Pojdite z nami vežo, nekaj se imamo za zveri. František, je on rekel Švejk, 5000 let živi v veliki Avstriji. Švejk, resno mislil ni, 5000 let živi in avstrole kriči na javni ulici. Je hotel videti, če bodo Čehi vsi vivat mu klicali na javni ulici. Ga Kiflc je pobral, aresta odpeljal, ker pač drugač ne zna, ga za rešitke da.
Kdor hoče kifelc bit, ta mora bit nabrit, ker kifelci so vsi precej pač pametni. So včasih taki zdaj, da Gospod je policaj, ker kifelci so vsi na čas prav mahnjeni. Cesarstvo rabi jih, da narod bude tih, ker kifelci so vsi za to postavljeni. Ježiš Marija! Mislila sem, milostni gospod, da se bodo vrnili šele čez nekaj let. V žalosti sem vzela potem v podnajem gospoda receptorja iz bara Mimoze, da ne bi soba ostala prazna. Pri nas je bila že 3-krat hišna preiskava in ko niso nič našli, so rekli, da ste zgubljeni. Veste, kaj so še rekli? Da ste rafinirani. Gospod, zamulili boste tramvaj. Ne bi rada pri meni govorili, da sem vas prepozno vrgal iz postelje. Vsakogar bo zmlatil, kdor me bo budil. Če se ne boste hitro oblekli, vas bom vrgal na ulico kar takšnega v gatah. Velik plus za vas bo, če boste v to sledili vlečeni. Hotel sem spati do 8 zvečer. Za posteljo plačam pošteno 2 kroni. In si lahko pripeljem gospodične iz bara. Marina, vstani! Za Boga vas prosim, milostni gospod, naj mi oprostijo. Bar Mimoza, gospod, je eden od najbolj dostojnih lokalov. Jaz jih tako ne bom več videla, ker bom skočila skozi okno. Pojdite v drugo sobo, tam je odprto okno. Z Kurijskega vam ne svetoval skakati, ker bi padli na vrt in polomili rože. V Mimozo pride samo poštene dame, ki imajo policijsko knjižico, so registrirane, redno zdravniško pregledane. Če se želite prepričati, boste prisrčno dobrodošli, gospod. Pa debelušček. Gospod Švejk! Gospod Švejk! Tista 2 kuška sta crknila. Bernardinec pa je šel med preiskavo. Najprej je eno tistih gospodov rekel, da je nekdo pod posteljo. Uradno so ga pozvali, ne pride ven. Slišati je bilo le renčanje. Potem so se vsi gospodje zakadili pod posteljo in prevlekli Bernardinca za rep. Hotel jih je vse pogristi. Ko pa je videl, da so detektivi, si je premislil. Šel je skozi priprta vrata. Nikoli več kar bilo nazaj. Zaprabojt, da lahko pride v lepo kašo. Prav gotovo ga bo iskala policija. Skoraj bi pozabila. Tukaj je pismo za vas. Gospa Millerjeva, dobro se usedite. Na vojsko gre. Ježiš Marija! Ježiš Marija! Ja, kako vendar boste šli, ko vas pa revma daje? Lezite v posteljo, jaz pa grem po doktorja. Morda imate prav, gospa Millerjeva. Gospa Millerjeva, pridite sem. Kaj pa bo, gospod Švejk? Odločil sem se. Grem se bojevati. Za Avstrijo gre navzdol. Zato so me upoklicali. V časopisu berem, da so našo drago domovino obvili nekakšni črni oblaki. Pa saj se ne morejo niti obrniti, niti premakniti se. Ne bojte se, sem doktor Pavek z Vinogradov. Za katere bolezni sta umrla vaš oče in vaša mati? Hudo je z njim, gospod doktor, hudo.
Včeraj je pel, naj mi oprostijo, ker ga je revma močno grabila, avstrijsko himno. To je zelo dragocen patriotski napad, ki ga lahko pomiri le brom. Temu je bilo še huje, gospod doktor. Popoldan sem mu morala prinesti zemljevid bojišča in po noči je fantaziral, da bo Avstrija zmagala. To je bil napad lojalnosti, proti katerem ni zdravila. Ležite ravno in bodite mirni. Jutri sem spet tukaj. Ali ne bi šla po drugega doktorja? Kamor ne boste šli, gospa? Poznate tistega cukartekarja za vogalom, ki ima invalidski voziček? Pred leti je v njemu vozil svojega hromega detka na sveži zrak. Vi me boste, gospa Millerjeva, v tem vozičku odpeljali v kasarno. Za Kriščevo voljo! Naj se pazijo, milostni gospod! No, ne jočite, gospa. Raznuk imam se drugo zdravo. V teh težkih časih, ko gre za Avstrijo navzdol, mora biti vsak kripl na svojem mestu. Včeraj so bili Pražani priča nenavadnemu dogodku. Nek invalid na vozičku se je peljal v kasarno s pozivom v eni roki in z bergami v drugi roki. Njegovi klici na Beograd, na Beograd, na Beograd so povzročili zbiranje množic, tako da je policija morala delati red. Praški časopis poroča! Praški časopis poroča! Praški provladni časopis poroča! Praški provladni časopis poroča! Včeraj so bili Pražani priča nenavadnemu dogodku, ki dokazuje, da so v tej odločilni dobi sinovi našega naroda globoko vdani tronu našega presvetlega imperatorja. Svoja najgloblja čustva je demonstriral sin češkega naroda, ki je prostovoljno šel v vojsko, da bi žrtvoval svoje življenje in imetje za cesarja in njegovo družino. Ker je njegovo navdušeno klicanje na Beograd po ulicah Prage doživelo mogočen odziv, je to samo še en dokaz več, kakšno veliko ljubezen gojijo Pražani do domovine in do habsburške vladarske. Praški provladni časopis poroča. Praški provladni časopis poroča. Praški provladni časopis poroča.
skoz. Sajtnje šlo, skoz sajtnje šlo, napisane po želji tisti lep palač prav zaris, ta prava resnica je. Časi mal drugače, Ten sora krtači nas. Vse lepo po vrst prav zaris. Če boš drugač napisal te, bojo da nariste, zato se radi zlažemo pa. Če je prava lepa zavis, ne mogte nam zamiriti pač. Kožo merkamo, ne mogte nam zamiriti pač. Kožo merkamo. Ker ima slabo preteklost, se zdaj pri nas, kaj ne? Mi ti bomo prijateljček bivanja tukaj krepko usladili. Vidiš to roko, to ni ročica, povohaj ti lop. S tako ne bi hotel dobiti po nosu. Smrdi po britofu. Kam ga bomo dali? Dali ga bomo med tiste, ki so kar v gatah. Ja, svinjami se postopa po svinsko. Če se kdo upre, pride v encel. Tam mu polomimo rebra. Imamo za to vse pravice. Tako smo naredili s tistimi sarjami z Beneševa, kaj ne repa? No, dal nam je dosti dela. Bil je masa. Gazil sem po njem celih 5 minut. Šele tedaj so začela pokat rebra in lit kri iz gobca. Kljub temu je še živel 10 dni, neuničljiv. Bog ne daj, da bi ti prišlo na misel, ti sekret nemarni. Da ko bo prišla inšpekcija, da bi se pritoževal. Ko bo prišla inšpekcija in bo vprašala, imate kakšno pritožbo, moraš ti smrad stati mirno in odgovoriti. Pokorno javljam, da sem popolnoma zadovoljen. Kako boš rekel, Soba, ponovi? Pokorno javljam, ko sem služil pri 56. letu. Tam je naš polkovnik, ko so časopisi pisali o pretepanju vojakov, prepovedal branje časopisov. V kantini niso smeli več zavijati hrenovk v časopisni papir, niti sirane. No, od tedaj smo začeli vojaki brati in je bil naš regiment najbolj inteligenten. No, to je nekakšen gospod minister poslal k nam komisijo, da bi raziskala, zakaj neki hudeček iz Sloboke pri Čeških Budovicah dobil od gospoda polkovnika zaušnico. No in ko je komisija odšla in odpeljala tistega Franta seboj, je dal gospod polkovnik postoriti ves polk in dejal: tako, vi lupi, ste mislili, da vam bo komisija kaj pomagala? Figa vam je pomagala. Tako, zdaj bo vsaka četa lepo mimo mene marširala in do onemoglosti boste ponavljali. Mi lumpi smo mislili, da nam bo komisija kaj pomagala. Drek nam je pomagala. Ja, gospod polkovnik se je tudi smejal in se za trebuh držal. Toda 11. kompanija je korakala, močno korakala, rezala je korak, da se je vse treslo in ko je prikorakala mimo gospoda polkovnika, ni dala niti glasu od sebe. Defilira in molči. Vrsta za vrsto gleda polkovnika predrzne v oči. Vse bolj in bolj je bil vdeč obraz, na to vijolčast, potem bil kot zid. Skočil je na kobilo in se na drugi strani zvrnil z nje. Obležal je mrtev. Pozneje so ugotovili, kaj se bo zgodilo z 11. pa se nič ni zagodilo. Če dol!
peleo nas pridigi, čez hip v lep teatr tukaj. To bo hec fante, ko nam bo Fetgorat kad spridigal. Fetgorat kad je faliran študent trgovske akademije in prikričit. Preobrnil se je Kristosov iz komercialnih razlogov, da bi napravil kariero. Njegove pridige so hecne, čisto drugačne kot pridige Fetgorata pred njim. Krasno znak občato milosti, kadar je pija. Znaš si izmisliti nove molitve. Njegova maša je podobna pivskim obrilom. Ki gre? Oče naš, ki se v... Najbrž ste vi lumpi že pozabili, oče naš? Ti tam zadaj, ne vsekuj se z roko. Tukaj si pri pridigi in vedi se spodobno, če ne te bom dal zapred. Zapojte nekaj, fanti, a? Na 3 pesem. 1, 2, 3. Smo že tam, ne bo se pri babah našel. No, ali bo pesem? 3, 4. Zajčki medvedi vivrcem, sloni medvedi opice. In pankrti nikoli ne boste znali pošteno pet. Vse vas bom dal postreliti, ste razumeli? Vi ste navadne barabe, ki se raje valjate v ajclu, kot da bi se obrnili v očet. Nehar zdaj vsaj nisi konštan. Zapomnite si, vi goveda, da ste ljudje. Glejte v črni mrak vesolja. In pomnite, da je vse minljivo. Ker Bog je... Vega, amen. Ja, amen. Sehr gut, nicht wahr, meine Herren? Kjosu tam zadaj ne klipaj! Noč in dan bi moral za vas moliti, ker ste nepopravljivi lumpi. Slišite vi tu spode v gatah? Pokorno javljamo, da slišimo. Ni dovolj slišati. Tukaj zgubljam z vami svoj dragoceni čas. Vendar je vse za manj. Ne bo vas spremljala dobrotljivost gospoda očeta. Dih ljubezni Božje vas ne bo navdihnil. Ker dragemu gospodu niti na misel ne pride, A človek naj bo vsem za vzgled? Kaj dela? Ne joči, ti pravim, ne joči. Zdaj jočeš v cimro, boš pa še naprej tak lump, kot si bil. Tukaj vidimo, da se cmeri moški, ki se hoče spreobrniti. Kaj pa delate ostali? Tisti le tam nekaj žveči, drugi pa išče uši v srajci. Ali se to dela med pridigo, kaj? Kruci himmel, Herrgott, sakra, uši raje iščite doma. S tem sem končal, vi vrvirji. Zahtevam, da ostane tisti lump, ki je jokal tukaj. Prosim! Dobro, tukaj si. Ampak vedi, da vas vse dobro pozna. To je bil prvi primer, da bi se mi v cerkvi kdo razjokal. Priznaj ti, lump, da si jokal samo za voljo heca. Gorno javno, gospod Fetgorad, da sem res jokal za voljo heca volje. Videl sem, da k vaši pridige spadam spokoren grešnik. Hotel sem vam napraviti veselje, da bi se ne mislili, da smo sami lumpje tukaj v arestu. Sebi pa sem hotel napraviti špas, da bi se olajšal arest.
Začenjate mi biti všeč. Imate vžigalice? Pokorno javnem, gospod Feldko, da jih nima. Zakaj jih pa nimate? Vojak, ki nima vžigalic, je... Kaj je? Je pokorno javnem brez žigalic. Zelo dobro. Je brez žigalic in se ne more prižgati. To bi bilo prvo. Zdaj pa drugo. Ali pijete žganje? Pokorno javnem, da žganja ne pijem. Pijem samo rum. Vi ste mi pa res všeč. Zakaj ste zaprti? Pokorno javno, gospod Feldkurat, takoj vam bom skušal razložiti. V naši ulici je imel neki trgovec z ogljem, neki suček, 2-letnega fantka. To je nekoč prišel do racav iz Vršovice, štelo Prago do Kožirš. No tam ga je pobral policaj in ga odpeljal v komisarjat in ga lepo zaprl. No, torej vidite, tisti fantek ogradja sučka je bil popolnoma nedolžen, pa je kljub temu bil zaprt. Če bi znal govoriti, pa ga kdo vprašal, zakaj je zaprt, zakaj sedi v arestu, mu ne bo znal povedati. No, z menoj je nekaj podobnega. Vedno mislim se dobro, pa se mi vedno obrne na slabo. Kot Kristus na križu našem Gospodu. Našem Gospodu, mučeniku. Mučeniku! Potrebujem Purša. Zadnji je bil neki računovodja, totalno govedo. Vedno je stokal in molil, da bi ga Bog odčuval od fronte. Pa sem ga poslal s prvim marš bataljonom na fronto. Poizvedel bom, zakaj ste zaprti in če vas lahko vzamem iz aresta. Odhajam, ker moram odpikati še eno pridigo. Hop! Ah!
Augustin, 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 du mein lieber Augustin, alles ist hin. Ich bin hin, du bist hin, alles ist hin. Ciganko malan. Švejk! Švejk! Pokorno javljam, gospod Feldkora, da sem tu. In kaj hočete? Pokorno javljam, da sem prišel po vas. In kam bova šla? Vaše stanovanje. Zakaj moram iti v svoje stanovanje? Ja, kaj nisem v svojem stanovanju? Pokorno javljam, gospod Feldkora, da so vas vrgli na ulico. Kaj si želite? Kdo ste? Pokorno javljam, da sem vaš pucflek, gospod Feldkora. Jaz nimam nobenega Feldkurata. Jaz nisem noben pucflek. Jaz sem prasec. Ne poznam vas, gospod, pustite me. Ali poznate Otona Kaca? To sem jaz. Vatikan se zanima za me. Pustite to laterno. Kruci na njo bo skupaj. Če ne, te bomo Zanima za me. Gremo in basta. No pa pojdimo kam. Toda v mimozo ne grem. Dolžan sem dekletu. To pa so ta gospod. To je moj brat. Dobil je dopust in se ga je na vse veselje nasekal, ker je mislil, da sem mrtev. Kdor od vaju je mrtev, naj se prijavi v teku 3 dni na korps komandiji, da bi mogli potem njegovo telo 3 dni kropiti. Entschuldigen Sie, lieber Kamerad, ich kann singen, was ich will. Pojdiča ti rašen. Dol, grem po kočijaža. Tega je treba odpeljati. Kaj? Tega gospoda! Tega gospoda nikdar več ne bom vozil! Pokozdal mi je celo kočijo in še plačati mi hotel. Celo noč sem ga vozil, dokler ni našel svojega stanovanja. In ko sem se pri njemu oglasil zaradi plačila, je dal le 5 kron ta palot. Plačal bo baraba, pa če bo govoril ta denar iz njega. Rala muzika brez polkovnika. Pan kapelnik šel na pivo, muzika prestala hrat. Žena naj bo doma, čaka naj na moža. Iščem jo, iščem, pa je ne najdem. Z tega Božjega mesta trdim, da boste hodili po trnjevi poti, dokler vam granata ne bo utrgala betice. Srečni boste, ker zato so vas matere rodile, da biste bili raztrgani v blagor cesarja in domovine. Kako vam gre, milostljiva? Ali izvolite imeti že odraslega sina? Sedi mirno, če ne, te bom usekal. Ne bodi hud. Ne bodi hud, kamarad. Sem prasec. Gospe, kje so tu gospe? Kje so tu gospe? Se bo zapel takoj nazaj, ti prasec, ne marni. Vsi kočijažite imajo že pol kufr. Gospe. Manj je rad, kaj bo smiljal. Ne, da mi misliš, me dostatka duža. Saj to je špasno, gospod kolega. Sama sva v tramvaju, kaj ne? Izgubil sem vozovnico. Plačam črno kavo. Nimburg izstopit, kikiriki.
izgubil sem prtljago. Jaz sem ljudje na svetu tako osamljen. Usmilite se. Boš nehal, ne delajmo sramote. Pokorno javljam, gospod polkovnik, jih pimpe zofni. Govorite češki. Jaz sem opilej, jako prase. Vrzite me iz avtomobila. Ali lahko kom pride v nebesa? Madonna. Dragi prijatelj, dajte mi zaušnico. Eno ali dve? Dve. To dobro di. Posebno želodcu. Dajte mi že eno. Hvala, popolnoma sem zadovoljen. Še brce v rit. Popolnoma sem zadovoljen. Hvala, kamarad. Kaj me tako fiksiraš? Ali rad ješ gorgonco? A ste imeli doma pri vas stenice? Pred letih sem si zdravil kapavico s hipermanganom. Žalostno, kaj ne? Pa kaj hočemo je že tako? Takoj plačaj, kot če jažu, kar si mu dolžan. Saj že nismo prispeli. Dolžan ste mi... Hočem se peljati naprej. Dolžan ste mi, da se tak milosti, gospod. Zakvapa. Za kočijo ti pokvarjene. To bo pomota, gospodje. Vozim se samo z Mercedesom. Za fiks! Kar vse vzemi, ni mi za krajcari. Ti prekleti baraba, saj je prazna. Hočeš makrofut? Pa me udari. Že spet pretepajo žile. Tu imate pol krone, no. Trapasto življenje, da bi vam ne dali Rusi po grbi. Plemeni človek ste, ponujam vam roko svoje sestre. Bog te oparuj, če mi boš pokozlal hrbe. Kartah sem zapravil ves denar in še vas sem zastavil za 100 kron. Če ga do jutri ne vrnem, ne boste več moj pucvlek, temveč pucvlek nadporočnika Lukaša. Sem pač prasec. Zelo mi je žal, ker bi vas lahko zastavil za 200 kron. Vedno je važno postaviti pravilno vrednost. Vse sem naredil, kar je bilo v mojih močeh. Tora usoda je bila močnejša. Vrgla vas je naravnost v kremplje nadporočnika Lukaša. Človekova usoda pokorno javljanje je tako zelo komplicirana, da je človek v primerjavi z usodo čisto navadna cunja. Nič kaj dobrega se vam ne piše pri Lukašu. Čeprav je pravičen do vojakov v kompaniji, je neznosen do svojih pucvlekov. Sovraži jih in jih stalno mlati po gobcu. Nekateri so pač neobčutljivi pokorno javljati. Nekoč sem se peljal v Prago s tramvajem, no, v Libni je prisilil neki gospod Novotni. No, pomaknil sem se bližje k njemu in začel pogovor.
Ugotovila sva, da sva oba izdražava. Menda gospodu ni bilo prav, pa je začel kričati, da me ne pozna in da naj ga pusti pri miru. Pripovedoval sem mu, da sem kot majhen fantič včasih hodil svojo mamo k njemu. Imenovala se je Antonija. Tudi potem me ni hotel spoznati. No, potem sem mu nanizal še neke podrobnosti, da sta bila v Draževu dva gospoda Novotnija, Joža in pa Tonda. On pa da je tisti Joža, ki je ustrelil svojo ženo, ko mu je v neki priligi očitala pijanstvo. Da ste ga videli, kako je mahnil proti meni. Mahnil sem glavo, pa je Reve silovito udaril tisto veliko šipo, ki je za voznikom. Pri priči se je sesula. No, na policiji so ugotovili, da se je razburil zaradi tega, ker se ni pisal Novotni, temveč Dubrava. In da je prišel iz Pittsburgha v Amerike obiskat svoje sorodnike v Prago. Prodal sem te, kamarad. Sramotno prodal. Preklinjaj me, tolči, držim. Odvrgel sem te. Ne morem te več pogledati v oči. A veš, kaj sem? Ali veš, ali ne veš? Pokorno javljam, da vem. Potem pa povej, kaj sem. Pokorno javljam, vi ste Prašič. Mein Gott, torej se je že razvedelo. Da sem jaz tisti Švej, ki so ga gospod Feldko rad zaigrali na kartah. Aha, torej vas je priporočil gospod vojni duhovni kat. Želim si, da me ne bi razočarali. Imel sem že ducate slug, to da noben se ni pri meni niti ogrel. Opozarjam vas, da sem strog in strašno kaznujem vsako podlost in laž. Ukaze morate izvrževati brez kodrnanja. Če rečem skočite ja kam pazjate? Pokorno javljam, gospod nadporočnik, da imate kanarčka. Gospod Feldko rad vas je rekomandiral kot velikega vepca, ja? In se ni motil. Pokorno javljam, da se ni motil. Bil sem super arbitriran zaradi bebavosti. Ja, pri regimentu sva bila dva odpuščena zaradi tega. Jaz sem pa še gospod Stotnik von Kaunitz, da nas je vedno postavil v defilirungu. Oprostite mi, kar bom rekel, to da z desnim kazalcem je vrtal po levi in z levim kazalcem je vrtal po desni nosnici noslajoče govoru. Vojaki, pomnite, da je danes sreda zato, da bo jutri lahko četrtek, Torej, pri meni mora biti red, čistoča in se ne sme lagati. Ljubim poštenost, sovražim laž in jo kaznujem brez milosti. Me dobro razumete? Pokorno javljam, da dobro razumem. Nič ni hujšega, kot to, če človek laže. Ko se začne zapletati, je zgubljen. No, vidi. No, pošten človek je posod poštevan, cenjen in zadovoljen sam seboj. In se počuti kot prerojen. No, ko gre zvečer v posteljo, si lahko reče, torej zopet sem bil danes cel dan pošten. No, vidite. Pri meni morajo biti čevlji čisti. Uniforma v redu in gumbi. Rešiti. Torej vojak. Od pete do glave. Ne pa kakšen liberalni civilist. Zanimivo je to, da vi
pucfleki. Sploh niste vojaki. Samo eden, ki sem ga imel, je imel bojeviti zgled. Pa mi je ukradel paradno uniformo in jo prodal v starinarni. Takoj drugi dan je odšel na fronto. Me dobro razumete? Pokorno javljam, da dobro razumem. Govoriti se mora jasno in razumljivo in ne pa ovinki. Pri svetem Ignacu tam v letu 1920 je bil nek župnik, ki je v svojih pridigah vedno trdil, da se z nikomer v cerkvi ne bo srečal v nebesih. No, pri pridig je tudi bil neki klepar. Kulešek se je pisal, ki je rad pomašil oštariji, raznašal človeke. In tako je rekel, da je ta pridigar verjetno velik grešnik, ker je v cerkvi priznal, da se z nikomer ne bo v nebesih srečal. No, zakaj sploh dovolijo takim ljudem pridiga? No, vidite. Švejk, k meni prihajajo na obisk dame. Da. V skrinji je zbirka relikvij, ki se jih ne smete dotakniti. Da. Razne podvezice, damske hlače z volančki, stezniki in podobno. Da, Švejk, pridite bliže, da vam nekaj položim na srce. Torej, dodam morate biti taktni, ker se pri meni zelo dobro počutijo, kot doma. Nekatere ostanejo čez noč. V takem primeru nama boste prinesli kavo v posteljo. Vam bom pozvonil, razumete? Pokorno javno, gospod nadporočnik, da kolosalno razumem. Nekoč se spominjam, da sem si pripeljal domov neko gospodično in moja gospodinja nama je prinesla kavo v posteljo prav tedaj. Oprostite, ko sva se najlepše imela. No, gospodinja se je tako ustrašila, da je gospodični polila ritko z vročo kavico in staro rekla: "Kdaj dobro jutro, naj vam Bog požegna." Razumete? Razumem, ja. No, vidite. A hudič vas vzemi! Gremo v kazino. Takoví ušivci! Mater vašu! Jak tvoje mat! Máte vám pokvarenega! Kruce nadam! Máte spali nebu! Krajské štajerské rity! Marš! Blasneje! A môj fantik zraven greb. Žena, to je roka, skrbi za otroka, da se pamžne prehladi, da se pamžne prehladi. Tam za turškim gričem, tam je dost fantičev, se za nas vojskujejo, se za nas vojskujejo. Krugla prla
zadilo, src me je zadilo in me težko ranilo, in me težko ranilo. Prvi je brez roke, drugi je brez noge, tretji na tleh brez rit sedi, četrt pa glavcem v rok drži. Adio, mamca, adio, ljubca, zdaj pa moram jaz umrit, zdaj pa moram jaz umrit. Adio, mamca, adio, ljubca, zdaj pa Jaz svojih vojakov načelno ne mlatim, vendar pa zahtevam disciplino, ker ta je hrbtenica armade. A se je zoril kaj kolega? Spomnil sem se svojega novega sluge. Včasih govori take neumnosti. Ja, moj bog, saj tudi mi včasih govorimo neumnosti. Razlika je le v formi, gospodje. Tako je. Ja. Nadaljujte, gospodje. Govorimo o vzgoju vojakov, gospod Stotnik. Gospodu poročniku se je nek vojak v civilu, urednik nekega lista, pritoževal glede hrane. Opozarjam vas, gospodje, na okrožnica glavnega štaba. Številka toliko in toliko in tako dalje, ki obsega slavega odnosa vojaka do države in sicer pod rimske 1 do 4 pod črko A, B in C, kar pomeni A, vrh, B intervenirati in C opazovati in potem zapreti. Hotel bil podariti, če dovolite, gospod Stotnik, da kot rezervni častnik v civilu sicer gimnazijski profesor razumem svojo častno vojaško službo kot študijsko nalogo. Primerjam ljubezen šolnika do profesorskega zbora z ljubeznijo vojaka do armade. Rad bi napisal o tem razpravo, ki bi ostala kot spomin name, če bom padel v boju. Ja, če sem iskren, gospodje, moram priznati, da se fronte veselim. Da bo padel cel bataljon, to da uspeh bo ostal zapisan. Le to je glavno. Gospod polkovnik Stotnik Sagnar in njegov štab. Že v redu. Govorimo o vzgoji vojakov, gospod polkovnik. Nek vojak se jim pritoži čez hrano. Gospodje, včeraj sem videl parni plug, ki ga je vlekla lokomotiva. Pravzaprav 2 lokomotive. Videl sem dim, šel bliže in kaj sem videl? Ena lokomotiva spredaj, druga zadaj, vmes pa plug. Je li to smešno, gospodje? Ja, smešno. Se bi zadostovala le ena lokomotiva. Če zmanjka benzina, se avto ustavi. To sem sinoči videl. Hotel pa čakajo trajnostni sili, gospodje. Ne gre, stoji, ne premakne se, ni benzina. Kaj ni to smešno, gospodje? Kaj ni to smešno, gospodje? Smešno. Ile pinče so ljubeznive živalice. Čeprav krasijo moj dom od časa do časa lepe dame in zbirka spominčkov na nje z našitimi monogrami in skrivnostnim vonjem v njihovih volančkih, bi vendar najraje imel psa. Pes je najboljši kamerat. Zato sem ukazal svojemu slugi, naj mi preskrbi pinča. Da, tako je.
Danes med nami ni več pravega kamaratstva. Kako je bilo včasih lepo. Vsak oficir je hotel v kasino k večji družabnosti prispevati kaj svojega. Spominjam se, nek nadporočnik Dakl se je slekel do nagega, se vlegel na trebuh in se v zadnjico vtaknil slanikov red na tem, da je morska deka. Nek drugi spet. Poročnik Šlejster je znal migati z ušesi in rigati kot osel. Stotnik Skodaj. Ta je znal pripeljati v kasino 3 gospodične, ki so bile zelo dobro stresirane. Postavil je na mizo in lepo po taktu so se začele slačiti. Tem je taktiran in jih s palcev včasih malce parit. Nekoč je velel prinesti veliko banjo s toplo vode in vsi po vrsti smo se morali z gospodičnami kopati. Pri tem nas je v raznih pozah fotografiral. Ja, kaj pa danes? Žalostno, ni več pravega oficirskega duha. Hudič vedi, čemu je tu. Pojasnite mi, kaj to pomeni. Ali ni spodaj jasno napisan moštvo vstop v kasino strogo prepovedan? A vas poznate? Pogovorno javljam, da vas poznam. Vi me še ne poznate. Morda me poznate samo z dobre plati. Spoznali me boste tudi slabe. Vsakega vojaka spravim jok. Torej, ali me poznate ali me ne poznate? Pogovorno javljam, gospod poročnik, da vas poznam. Vi ste iz našega bataljona. Zadnjič vam povem, da me ne poznate vi osu. Imate kakega vrata? Pogovorno javljam, da imam enega. Gotovo je tudi ta vaš brat, takšno govedo, kot ste vi. Kaj pa je po poklicu? Profesor. Pravkar je opravil oficirski izpit. Tak predrzni odgovor ruši avtoriteta oficirskega zbora in kar kriči po izolaciji v garnizonskem zaporu. Moram vam, gospodje, na vso žalost naznaniti, da je tale Butec moj novi sluga. Bil je super arbitriran zaradi spoznane bebavosti. Zavesti ima brata profesorja, ki je rezervni oficir. Če dovolijo, gospod Stotnik, bom z njim opravil zunaj. Tako je, gospodje oficiri si morajo sami vzgajati svoje sluge in ne obremevati države stroških zaporov. Če si je nadporočnik Lukaš, tako pa takega, da to si ga punca na glavo, daj si ga ne beznivo na brca kar sam. Stojte vi, Butec! Ne vem, ali naj vas kloftam ali na brcam. To je, pokorno javljam, čisto vseeno. Veš ali pa za vozom. Nekoč smo se v neki gostilni v Čukli skoraj skregali, ali bi nekega klobučarja Vašaka, ki je v gostilni vedno delal z Gago, vrgli ven že takrat, ko bo v gostilno vstopil, ali pa šele tedaj, ko bo že kaj spil. In veste, kako nam jo je ta ljub zagodil? Enostavno ni prišel. Ah, kruci, Dirka Švejk! Ali ste res tako bevasti? Pokorno javljam, da sem vedno hočem storiti vse dobro, pa vedno izpade zame in za okolico slabo. Tudi tista dama je ugotovila isto. Kakšna dama? Nekakšna dama, ki vam pošilja tole pismo in čaka na odgovor. Ta dama piše, da ste govedo zagovedeno. Kaj ste izstorili? Pokorno javljam, da nič nisem storil. Hotela se je naseliti v vaše stanovanje in ker od vas glede tega nisem dobil nobenega ukaza, sem jo zaklenil v kopalnico. Skupaj s tisto drugo damo. Kar s dvema kovčkoma se je pripeljala, kot da bi prišla domov.
Pokorno javljam, v Vojteški ulici pred 2 letoma se je vselila k nekemu peku neka gospodična in se ni mogel drugače znebiti, kot da je sebe in njo zastrupil s plinom. Ženska mi je pač križ. Mein Gott. Prav zdaj ste morali priti, ko bo prišla še gospa Mickova iz Trebona nakupovati v Prago. Poleg tega pa namerava pojutrišnjem priti neka gospodična, ki mi je obljubila, da se bo dala zapeljati. Ker se bo namreč čez teden dni poročila z nekim strogo moralnim gospodom Prohaskom. Imam idejo. Pošljite tistima 2 gospodoma soprogoma telegram, da sta gospe pri vas. V Kostelcu na Črnimi lesi se je poleti zgodil podoben primer. Torej takrat je poslala telegram gospa sama. No, telegram je prestregla državna cenzura, tako da ga je soprog dobil šele čez 7 dni. Ves razkačen je prihitev in oba namlatil. To je bila zanjo le rešitev, ker sta se v teh 7 dneh en drugega že pošteno naveličala. Pa prvi soprog je zelo bogat. Poznam ga. Trguje s hmeljem na veliko. No, to se pravi, da bo gospod vesel, ker bo poleg soproge našel še dobrega pomočnika, ker itak nima časa za te reči. Švej! Nižja šarža mora pozdraviti višjo šaržo. To še ni ukinjeno. Kdor ne zna salutirati, ali se dela, da ne vidi, ali salutira malomorno, ta je saboter. Da, saboter. To je prvo. In drugič, odkdaj si upaj gospodje oficiri sprehajati se z ukradenimi psi? Da, z ukradenimi psi. Pes, ki pripada drugem, je ukraden pes. Ta pes, gospod polkovnik. Je moj, gospod, je moj, kule. Ali niste brali Sarata v časopisu Bohemian v tak blatu, da iščem izgubljenega psa? Gospod polkovnik. Vi niste brali Sarata, ki ga je dal v časopis, vas predpostavljeni. Kje je disciplin? Gospod polkovnik. Če se ne motim, ste pred 2 letoma želeli biti premeščeni v Budejovice. Veste, kje so Budejovice? Na Vltavi, ne? Mesto je prijazno in ima dobro pivovarno, kjer varijo znano pivo Budvar. In ima nabrežje. Veste, kaj je to nabrežje? Gospod polkovnik. In v Budejovicah se formirajo marš bataljoni. Veste, kaj je to marš bataljon? Zagotavljam vam s častno besedo, da boste čez 2 dni izvedeli, kaj je to. Sprehajati se z ukradenim psom. Je zelo prijetno. Toda na fronti se vam to ne bo moglo zgoditi. Lahko se sprehajate naprej. Ubil bom tega idiota! Cesar od vsega tera rata kompletno nor. No, saj itak ni bil nikoli preveč briht. Tole tale vojna ga bo pripeljala naravnost v rovničnico. Ja, za bitka Polenov, naj mu sploh ne ve, da je vojna. Mogoče jih je bilo sram, da bi mu o tem sploh kaj povedali. Ko bi nas že vse enkrat dobro narezali, da bi Avstrija imela za vse večje čase mir. Taka bedasta monarhija sploh ne bi smela obstojati. Ven!
najprej vam bom dal nekaj krače zrobec, potem vam bom razbil nos in potrgal ušesa in sploh vas bom raztrgal. Kogar najavljam, gospod nadporočnik, da ste v mačko. Najprej je požrla kanarčka, potem kremo za čevlje in nato si je dovolila crkniti. Truplo sem vrgel v klet, tudi v sosedno. Vi ste Švejk ukradli psa! Kogar najavljam, da sem takoj ugotovil, ko ste se vrnili brez Flokija, da se je moralo nekaj zgoditi. Veste, tako se je nekam v kone žuta. Švejk, volpi, ki me javno držite gobec! Ali ste tako rafinirana baraba? Ali pa kompleten norec? Primere opisujete, o drugih govorite, kaj se jim je pripetilo. O tem, kako ste prišli do psa, pa ne zinete. Veste, da je ta pinč polkovnikov? Veste, da ste tega psa ukradli polkovniku? Veste, da je to sramota? Grozna sramota! Povejte po pravici, ste ga ukradli ali ne? Pokorno javljam, gospod nadporočnik, da ga nismo ukradli. Da je bil ta pes ukraden, tega tudi niste vedeli. No, pokorno javljam, da sem vedel, da je bil ta pes ukraden. Švejk, Jezus Marija, himmel, Herrgott! Jaz vas bom ustrelil. Zakaj ste mi pripeljali ukradenega psa? Da bi vam napravil veselje. Ali se ne zavedate, da bi človek poleg vas lahko znorel in bi vas na koncu ustrelil kot merjasca? Pokorno javljam, podobne tragedije so se že zgodile. Naprimer, na nekem okrajnem sodišču na procesu proti Znamenačku, ki je na ulici rekel nekemu učitelju, ki je pri pouku skloftal njegovega sina. Ti prosvetni butec! No, sodniku se je na procesu naenkrat zmešalo in je Znamenačka obsodil na smrt z obešenjem na prečko za stepanje prekrog. Voznik Šmeka se je tako ustrašil, da je pri priči obsojenega obesil. Branilec je potem s težavo priklical rešilni voz. To je strašno. Niti krogle si ne zaslužite. Ali veste, kaj je marš bataljon? Pogorno javljam, gospod nadporočnik, da vem, kaj je marš bataljon. Torej vam naznanjam, da boste odšli z menoj v marš bataljon, v Budejovice in od tu na fronto. Ste veseli? Ja, kako da ne. Ja, saj zato smo ja vojaki. Saj zato so nas matere rodile, da bi nas na fronti razsekali na drobne koščice. Ja, to bo nekaj sjajnega, ko bova oba padla za cesarja in naš dom. Pokorno javnost, spoštovani gledalci, jaz in vi imamo te vojne že zadost. Zato grem raje na pir k Fleku, vi pa v svojo oštarijo ali kamor veste. Lahko noč. Cenzurirani ga
Io pure